Gospod Zbinšek, Kolizej se bo zdaj rušil, se ne bo rušil. Kaj še v igri v zadnji nekih 22,5 milijona evrov odpustkov trenutnega lastnika zemljišča, če bi želi to porušiti. Potem so neki odloki bili v igri. Povejte to zgodbo. Poglejte, Kolizej se lahko ruši samo pod enim pogojem. In ta pogoj je, če bo Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovil, da je prav, da se ruši v svojem kulturno-varstvenem soglasju. Seveda, takrat bi moral pa tudi plačati investitor takozvani nadomestni ukrep, ki je seveda po oceni investitorja samega vreden 22,5 milijona evrov. To je edini pogoj, da se seveda lahko poruši. Namesto, da bi šli po tej poti, če hoče rušiti. To je legalna pot. To je legalna pot. Okay. Edina legalna pot za edini ukrep rušenja edino po tej poti. Da bi se temu izognil, je mestni svet sprejel pa razvrednotenje tega spomenika. In kaj zdaj to pomeni, razvrednotenje? Ja, to pomeni, da bo seveda se začel gospod Anderlič ukvarjati s tem, kako bi dobil gradbeno dovoljenje za rušenje, in kako bi to gradbeno dovoljenje dobil za rušenje, ne da bi nadomestni ukrep v višini 22,5 milijonov evrov. Se pravi, mestni sklep je sprejel odlok, kjer mu daje odpustek. Da Kolizej ni več spomeniško zaščiten. Torej, da se zaščitijo pri Kolizeju samo še kamnoseški stavbni členi, beri 3 portali, pa še to lahko odnesejo drugam. Se pravi, to v praksi pomeni, odneseš še 3 portale, pa lahko porušiš. Celo prodaš jih, pa lahko porušiš. Tako. Kaj se gre zdaj naprej, fante, to igro? Ja, ne naprej, na potezi seveda gospod Simoniti. Ja? Ministrstvo za kulturo je dve poti pravzaprav ustavilo. Eno pot to, da se razvrednoti, kar je potem seveda gospod Janković naredil za svojo skupino svetniško. Ta je bila ustavljena in ustavljena je bila tudi rušenje, rekel bi, kot rušenje zato, ker je ta objekt recimo tako dotrajan, da se tega drugače ne da narediti z običajnimi sredstvi prenove. Seveda ministrstvo je ugotovilo, da seveda je prenova možna, še zmeri v stroški sorazmerni vrednosti tega objekta. Ampak je pustilo ventil, ki ga zakon omogoča, če pa se že na koncu vsi skupaj odločijo za to, da gre za rušenje, mora biti ta nadomestni ukrep. Zdaj na potezi seveda ministrstvo, da bi to nezakonito dejanje, postopkovno in vsebinsko, ki ga je opravil mestni svet, seveda nadziru po 2 zakonih. En je zakon o državni upravi, ki reče 64. člen, ki reče, da minister mora nadzirati zakonitost aktov občin. Tako. No in drugi je tudi 88. člen zakona o lokalni samoupravi. Govori o istem nadziranju in zdaj bomo videli seveda, zdaj je to igro znal voditi minister, bomo videli, če bo zdaj končal to igro tako, da bo mestni svet opozoril, da naj popravi ta odlok. Ampak vmes je že mestni svetnik Miha Zbinšek neki ljudi tudi uvadil, ne? Ja, to pa zato, da ne predolg čakali. No, eno varovalko, kako je posebno. Eno varovalko sem takoj naredil, plus to seveda, da kaznivo dejanje je kaznivo dejanje po sebi. Svetnik je zavezan ovadbi, to reče kazenski zakonik. Svetnik je v tem primeru uradna oseba, ki mora, no tako. Koga ste ovadili? Župana za sostorilstvo dr. Grilca in pa seveda vloga je nejasna gospoda Peskarja, to se pravi direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, naj se iz te ovadbe tudi on ven izmaže. Se pravi, zdaj čakamo, da se policija zgane, pa da minister nekaj naredi, oziroma minister mora nekaj odločiti. Torej, jaz mislim, da tudi policija ne bilo treba, da se zgane, zato ker gre za
javne papirje. In ker gre za javne papirje, ni treba nobenih preiskovalnih dejanj, ne? Jaz mislim, da je tožilstvo na potezi.